Zaplet tudi za izobčenega poslanca Levice Miho Kordiša. Odpotoval je na inavguracijo ne na Trumpovo v ZDA, ampak v Venezuelo na tretje ustoličenje Madura, ki ga je večina zahodnega sveta sicer bojkotirala. A Kordiš do Carakasa ni prišel. Med potovanjem je izgubil potni list in obtičal v španski prestolnici. Kaj je šlo narobe in kje se je zapletlo? Anže Božič. Ante visitantes y delegados de 125 países, ante el pueblo de Venezuela, juro. So besede tretje zaprisege novega starega socialističnega voditelja Venezuele, ki jim je kanil v živo prisluhniti tudi Miha Kordiš, toda najbolj levi poslanec državnega zbora ni uspel prileteti v prestolnico Caracas. To se lahko zgodi vsakemu in moram reči, da ne bi bila rada v njegovi koži. Nam zaplet pomaga razumeti Kordiševa nekdanja strankarska tovarišica, ki je bila prav tako povabljena na inavguracijo in sta potovala po isti poti. Izobčenec Levice pa v svoji težavi in obisku, ki bi poslal tudi politično sporočilo, danes pred kamero ni želel. Skupaj z inavguracijo se je dogajal tudi veliki mednarodni shod antifašistov sveta. Saj veste, kako pravijo, da novi fašisti se bodo imenovali demokrati. Tako da so se tam zbrali večinoma ljudje iz držav, ki so pod sankcijami, ki so bile žrtve imperializma, predvsem ameriškega. In kje se je zapletlo Kordišu? V Madridu, nekje na letališkem prevozu med povezanima letoma, je pozabil in izgubil tisto ključno, ročno prtljago z vsemi dokumenti. Čeprav je bilo po besedah sogovornice med letoma kar 5 ur čakanja, so Kordiševo prtljago našli šele naslednji dan, kar pomeni, da je zamudil let v Caracas. Veste, to je velik stres z enega aerodroma na drugega in pač ostalo mu je na stolu, mu je ostal ruzak in je ostal brez dokumentov in denarja, tako da ne vem, da ste mnogi privoščljivi in da se veselite tega spodrsljaja, vendar ja, jaz sočustvujem s tem. Maduro je sicer po inauguraciji Donalda Trumpa dejal, da bo Venezuela z odprtimi rokami sprejela v Ameriki zavrnjene priseljence. Na dan, ko je zaprisegel, pa so ZDA še v izdihljajih Bidenove administracije dvignile nagrado za informacije, ki bi vodile k njegovi aretaciji na $25 milijonov.